naša osebna stvar. Ker če bomo zdaj pred javnosti odpirali vse zadeve, kaj smo se pogovarjali, to je pa res te državi, ki se bo nevodno. Jaz mislim, da je treba noč prespati, smo vse stranke dovoljno odgovorne, biti bomo in potem bi potrebno smitati nek koalicijski vlad, koalicijska predsednik vlade, Miro Cerar mora postoriti tako Židana kot Erjavca, se zmeniti, ali smo sposobni še naprej sodelovati, če ne, je treba to rano gnilo, ki je nastala, na nek način odsekati. To je odgovorno politično. Vse ostalo je, bom rekel, nategovanje. Absolutno. Mislim, da to bi bilo pa pobalinsko, da zdaj, če bi bilo pa interpelacijo kakšen od desnisovih ministrov, bi pa mi zdaj glasovali isto. Mislim, vendarle smo odgovorna stranka in to se moramo prej možati odgovoriti. Bi pa to na takšen način narediti, pa tega filma ne bojo doživeli. Ja, moram reči, da vsi predstavniki naše poslanske skupine nismo odpirali oziroma zapirali vrat okrog te razprave in tudi nikoli nismo rekli, da damo polno podporo. Kaj se rekla? Čakaj, jaz sem ga tekala tukaj. Vina. Vidiš, kaj ti je rekel? Ne Zdaj bo to predsednika doble. Ja, lahko na hitro komentirate, vendarle več glasov za razrešitev ministrice proti, kakšen je špar? Moram odkrito povedati, da sem zelo presenečen, kakšno število glasov je bilo za interpelacijo. To je jasen signal, da ministrica tudi v prihodnje bo zelo težko upravljala svojo funkcijo. A lahko taka ministrica še dela? Po našem poslovniku seveda to lahko, ampak kredibilnost pa je zelo pada. Ste zadovoljni? Ne gre za zadovoljstvo, gre za to, da smo na to opozarjali, kar se je dejansko danes zgodilo.
koga? Zakaj pa glih njih? So oni kaj slabši od teh drugih? Ja, zdaj. Zdaj pazi, Kater. Koalicija pride zdaj. Zaupnici ministrici, pa vendarle več glasov za njeno razrešitev. Te dni smo bili priča dvem dogajanjem. Prvič, hudi zlorabi interpelacije se strani SDS-a v politikantski namen z zlorabo dveh otrok, ki to nista zaslužila. In drugič, povsem brezplodnemu oziroma neproduktivnemu prepiru med dvema koalicijskima strankama, SD-jem in Desusom. Pomembno je, da interpelacija ni bila izglasovana, in bom pač vodil sejo vlade, tako kot normalno je to potrebno. In pomembno je, da zdaj zagotavljam naprej skupaj s stranko SMC, ki se je tu odgovorno obnašala, politično stabilnost in da pomirimo te turbulence, ki sta jih na nek način zaradi tega nepotrebnega prepira pomagali povzročiti tudi obe koalicijski stranki. Tako da jutri se bom posvetil torej seji vlade, pa tudi posebnemu pogovoru z ministrico za zdravje, s katero bova naredila načrt za nekaj naslednjih korakov v prihodnjih tednih in mesecih na področju zdravstvene reforme. Tako da delamo dalje. Kako boste pa sodelovali s Karlom Erjavcem? Ja, poglejte, sej nasploh tudi doslej v koaliciji smo bili večkrat seveda tudi različnih mnenj, bile so tudi napete situacije, pa smo vedno morali to skozi dialog s potrpežljivim sporazumevanjem preseči. Enako kot do zdaj bom pač moral z obema koalicijskima kolegoma, torej gospodom Erjavcem, gospodom Židanom sesti za mizo, se dogovoriti kako naprej in seveda gremo, ker Slovenija zdaj potrebuje polno pravilno vlado, smo nekje na sredi mandata, dosegli smo bistveno izboljšanje stanja glede na 2 leti prej in zdaj treba enostavno narediti te korake, ki jih letos vsi pričakujemo, namreč prve resne korenitejše spremembe, ki jih bomo letos in drugo leto morali narediti, da to stanje v 2 letih še izboljšamo, tako kot je načrt po koalicijski pogodbi. Gospod Jurša je malo prej ocenil, da glasovanje kaže na to, da bo ministrica naprej zelo težko delala in da je kredibilnost padla. Kaj vi menite? Ima še legitimnost, ne glede na to, da je dobila več glasov? Torej, interpelacija ni bila izglasovana, to je popolnoma jasno. Ustava točno določa, kaj je potrebno za izglasovanje interpelacije, tako da ministrica ostaja na svoji funkciji, ampak tudi sam sem poudaril, da seveda stanje na njenem področju ni zadovoljivo v vseh pogledih. Od nje sam pričakujem določene ukrepe, o katerih sva se zelo jasno pogovorila, tako na zakonodajnem kot na konkretnih operativnih področjih in pričakujem, da bo že v prihodnjih mesecih naredila tiste prave korake, kajti če jih pa ne bo, bo moral pa sam seveda razmisliti o tem, kaj storiti oziroma kako jo pozvati na odgovornost. Ampak zaenkrat gledam naprej predvsem tako, da vlada mora delati, mora zagotavljati nadaljnjo stabilnost, izvesti svoje načrte in to je moj prvi cilj. Matjaž Han je ocenil v razpravi, da koalicija ne deluje. Glejte, Matjaž Han, poslanec, je podal že marsikatero oceno, ki je bila napačna in to, da koalicija ne deluje, seveda ne drži, je pa res, da se je na tem primeru zaradi tega nepotrebnega dejansko nekoliko
celo, bi rekel, nedržavotvornega, vsekakor neodgovornega prepira koalicija razšla. Mislim, da Desus in SD sta zdaj lahko jasno videli, da je to napaka, da tako ne moramo voditi države in upam, da jo to izučilo. Vsekakor jutri bom, kot sem rekel, naprej peljal vlado in treba je pač zagotoviti, da naprej stabilno delujemo, da pa se takšne situacije več ne ponovijo. Kaj bi lahko bilo ozadje po vašem mnenju spora med strankama SD in Desus? Nič ne kaže, da je bila to v resnici interpelacija zoper ministrico, glede na slišano. Mnogi ugibajo, kot veste, da je ozadje tega nepotrebnega prepira, ki vnaša nek nemir v državo, torej prepira med SD in Desusom, nekje druge, nek boj za politično prevlado, ampak jaz tu ne bi ugibal. To je na obeh strankah, da pokažeta več zrelosti, da se na tak način ne spopadata, kaj tista članici vladne koalicije in vlada ima zelo jasno nalogo ohraniti stabilnost političnega prostora in nadaljevati s temi pozitivnimi premiki, ki smo jih do zdaj naredili in ki jih opazi tudi vsa Evropa in v svet in zato je treba enostavno zdaj se zresniti in delati naprej. In to je moja naloga in SMC je danes tudi pokazala, da kot največja stranka v vladi to razume in tako bomo tudi delovali naprej odgovorno za ljudi, za razvoj, zato da bo čez 2 leti še boljše, kot je zdaj, pa že zdaj vemo, da smo na bistveno boljšem, kot je bilo pred 2 letoma. Hvala lepa. Menite, da boste uspeli pomiriti strasti med drugimi 2 partnericami? Poglejte, jaz vem, da je treba peljati vlado naprej. Mislim, da tudi gospod Židan in Karla Erjavec bi morala se po vseh teh izkušnjah, na katere se pri sebi sklicujeta, vedeti, da je popolnoma neodgovorno sprožiti takšne prepire in na nek način povzročati neko nestabilnost v političnem prostoru. Tako da sem prepričan, da po tej streznitvi danes, ki je prišla po glasovanju, boste verjetno prepoznali, treba iti naprej. Hvala lepa.